Verjetno se ti je že kdaj zgodilo, da mogoče pripravljaš neko vsebino ali za novo ponudbo ali mogoče za kakšno novo delavnico in seveda je treba povedati tudi neke značilnosti oziroma prednosti te ponudbe, ki jo daješ na trg. In seveda mogoče se ti je zataknilo, ker so ti suhoparne ali ne, recimo, kaj so vse prednosti te ponudbe, so lahko sicer okej, ampak da se pa jih zelo izboljšati, da bodo veliko bolj učinkovite. Tako da tokrat s tabo delim formulo za učinkovito predstavitev značilnosti ponudbe. Torej, ko začneš pisati vsebino, da predstavljaš svojo ponudbo, lahko napišeš najprej značilnost in potem narediš vejico in nadaljuješ, da lahko potem dodaš prednost in pa nadaljuješ, kar pomeni, in potem dodaš vrednost za stranko. Mogoče ti zdaj ni čisto jasno, o čem govorim, zato mogoče s tabo delim še en primer. Recimo, da imaš neko spletno trgovino z otroškimi oblačili, ki imajo barvila, ki ne škodujejo otrokom. Recimo, in je značilnost, ki jo želiš za to ponudbo dati, so mogoče, da uporabljamo naravna barvila. In potem se lahko vprašamo, kakšna je to prednost za starša oziroma za skrbnika. In to mogoče nam lahko pomeni, da so ta oblačila potem varna za otroka. In ko se potem začnemo še naprej razmišljati, kakšna je torej to res tista vrednost za stranko, lahko dodamo zraven te značilnosti tudi tole prednost oziroma vrednost za stranko. In potem bi recimo namesto značilnosti, ki bi bila samo naravna barvila, bi lahko zamenjali, da bi bilo bolj učinkovito, torej naravna barvila, da bodo oblačila varna za tvojega otroka, kar pomeni, da se lahko brez skrbi tudi, če si otrok daje oblačila v usta. In potem imamo v bistvu to značilnost predstavljeno na čisto drugačen način, torej takšen, da bo stranka oziroma potencialna stranka res videla tisto vrednost, ki jo ima zanjo. In si bo znala to tudi predstavljati in bo takoj potem rekla, wow, to je pa res super. Tako da se dotakneš mogoče tudi malo tega čustvene ravni oziroma vizualizacije, vizije, ki jo imaš za svoje idealne stranke. To formulo pa lahko seveda uporabiš na spletni strani, ko pišeš mogoče tudi kakšne objave za e-maile, za socialna omrežja in tako naprej. Tako da ti priporočam, da to formulo kar se da res pogosto uporabiš, da značilnosti nekega produkta oziroma neke ponudbe še izboljšaš. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.